Hojla, pozdravljeni na kanalu Albert in Leonida Mrgole. Danes bom pa govorila o okostnjakih, ki padajo iz omare. Ja, a veste, kaj so okostnjaki, ki padajo iz omare? Vam bom kasneje o tem več povedala. Začela bi mogoče s tem, da je to še vedno moja tema o slovesih, o žalovanju, o obdobju, ki ga zdajle preživljam. Moram reči, da ni lahko obdobje, ne preživljam ga zlahka, to hočem reči. In da se bom res veliko novega naučila. In tudi mislim, da veliko stvari, ki sem jih kam skrila, mogla pogledati. Ja. Okostnjaki, ki padajo z omare, so v mojem svetu stvari in dogodki, ki sem jih zaradi sebe, v glavnem pa zaradi drugih, v bistvu nekam odmaknila, skrila, potisnila v omaro pa jo zaprla, a veste. In zdaj so tako noter, da ko tisto omaro malo pripreš, da vse začne ven leteti. Saj poznate to. V življenju pač imamo različna obdobja, v različnih obdobjih smo tudi različno zreli. Jaz si velikokrat rečem, ke bi imela s to pametjo zdaj 20 let, bi bilo to res vrhunsko, ampak tako ne gre, a ne. Zato, ker je življenje v bistvu en sam napredek in razvoj. In pri 20 letih sem bila jaz verjetno v tistem obdobju, ko sem bila zelo prepričana vase, zelo pametna, zelo sem zagovarjala svoje mnenje. Zelo sem se postavljala za neka stališča, ke sem verjela, da so sveta, da so samo tista pravilna in tako naprej. Potem kasneje sem prišla v neko obdobje, ko sem želela ugajati drugim, a ne, predvsem drugim. Do tiste točke še nisem prišla, ke sem se zavedala, da moram ugajati najprej sebi, da bom potem lahko ugajala drugim. To je bilo veliko dela s tem, a ne, veliko dela sem imela s tem. Ampak dobro, imela sem obdobje, ko sem želela ugajati drugim, in to tudi pomeni, da nikoli ne bi želela nikogar prizadeti, da sem zelo pazila, kako se obnašam, da sem več se prilagajala, a ne, na neki način. In to obdobje mi je v bistvu tudi prineslo en del tega, da sem nekajkrat dovolila, da so ljudje z mano delali grdo in o meni govorili grdo in ponižujoče, in na to nisem odreagirala. Pač jaz sem se tako počutila, a ne, da se razumemo. Pač če je nekdo govoril o meni, da sem lena ali pa razvajena ali pa še kaj hujšega recimo, a ne. In takrat v tistem obdobju se je dogajalo kar veliko enih stvari. Z Albertom sva imela 3 otroke, selila sva se v Kamnik, v svojo hišo, ke sva jo kupila, najina starša sta nama jo pomagala kupiti. V bistvu sem pol zamenjala delo, veliko enih sprememb je bilo in s temi spremembami seveda so bile povezane tudi neke odločitve, ki niso bile vsem všeč. In jaz sem takrat rekla: "Lea, potrpi, a ne, potrpi, saj bo v redu." Danes ne vem več, če sem naredila prav. Zato, ker ke je umrla mami, so se te omare odprle. Pri meni, nihče mi nič ni naredil, da se razumemo, ampak to je proces, ki se dogaja znotraj mene. In ti spomini so se začeli vračati nazaj in meni so se odprle tudi te bolečine, zelo močno so se mi odprle. In ta trenutek v bistvu sem v stiku z zelo močno jezo. To je tako zanimivo, a ne. In sem hvaležna, da o jezi veliko vem, zaradi tega, ker ene parkrat me je zaneslo, da sem izbrala vedenja, ki jih nikoli v življenju ne bi izbrala. Ampak me je. Kaj šele bi bilo, če ne bi vedela, kaj pomeni
biti jezen, a ne. In v resnici je to eno obdobje, en del žalovanja, ki vsebuje to jezo in pod to jezo se skriva zelo, zelo velika nemoč. Zelo velika šibkost, zelo velika ranljivost. In, mi je kar težko zdajle tole snemati. Nisem se sploh pripravila na ta posnetek, zato ker sem rekla, če se začnem pripravljati, ga ne bom posnela. Zdi se mi pa pomembno, da to delim, ker mislim, da nisem edina na svetu, ke se mi to dogaja. In dejansko ljudje o tem ne znamo govoriti oziroma si tudi ne upamo, a ne, pač. Kdo bi hotel na glas povedati take stvari, ke jih govorim zdajle jaz, a ne, da sem recimo pometala pod preprogo, da sem hotela ugajati, da sem zavoljo tega, ker sem hotela ugajati, plačala zelo veliko ceno. To se pravi, dovolila tudi ljudem, da so me prizadeli in ranili in nisem postavila meja. In zdajle sem v enem obdobju, ke mi gre tako, najprej čutim ful jeze, tako, in najbolj me je strah, če takrat v bistvu kdo stopi v moj osebni prostor, ker, se težko kontroliram, a ne. Čeprav ona uboga oseba nič ni kriva. Potem sem v trenutku občutim strahotno nemoč in žalost in recimo zdajle, ke je umrl Balašević, so se samo odprle te zgodbe, še bolj so se odprle. Jaz sem se 3 dni jokala, mislim, ali pa se jokam, saj se še zmeraj kar jokam. V bistvu ne od žalosti ali pa od, ampak od vseh teh zgodb, ki so se zgodile meni, vam, vsem, a ne. In mogoče se tudi tako močno zavedam, da mi, ke smo pač generacija, pionirjev še na neki način, a ne, da v bistvu je bila to za nas kar velika izguba, a ne, ko smo se osamosvojili, a ne. Na neki način je bil to napredek, korak v nekaj novega, verjeli smo, da nam bo boljše. Po drugi strani smo pa bili zelo povezani, z jugoslovanskimi ljudmi, zelo domače smo se počutili z njimi, zelo, veliko prijateljev smo imeli, potovali smo z vlakom po celi Jugi, skratka, zelo veliko enih spominov in vse to gre v bistvu skupaj z našimi starši, a ne. Z mojo mami sigurno, pa z očijem. Mi smo veliko, veliko tega dali skozi. Res smo se imeli lepo in pač seveda pol je Balašević bil samo še jagoda na torti, a ne, in se je meni samo začelo odpirati vse te stvari se mi samo začele odpirati. In pač situacija, v kateri sem zdaj, ni temu glih najbolj naklonjena. Tako da tisti, ki ste v obdobju, da želite ugajati, a ne, tako ke sem bila jaz takrat, samo povem vam, da, nikoli ne boste do konca zadovoljni, dokler ne boste ugajali sami sebi. Nikoli ne boste do konca zadovoljni, dokler ne boste sprejeli svojih manjkov in začeli z njimi nekaj početi. Ali jih sprejeli pa rekli: "Okej, tega jaz nimam," ali pa "Tega jaz ne želim," ali pa "To jaz nimam, pa želim imeti, pa naredite nekaj v zvezi s tem." A razumete? Zaradi tega, ker dokler jaz nisem sama s sabo popucala teh stvari, dokler nisem recimo sama lahko pogledala svojega lastnega videa, dokler, nisem prebrala svoje zgodbe pa rekla: "To je to," dokler nisem znala molčati. To je bilo meni zelo težko, a ne, ta pamet, ke vse ve. Da sem znala molčati in poslušati. To je bil dosežek. In to so stvari, s katerimi sem jaz postala bolj samostojna, bolj samozavestna, modrejša, in s katerimi sem prišla na to točko, kjer sem zdaj, a ne. Pa sem upala, da zdaj, a ne,
ke sem pač že gospa v zrelih letih, da si bom lahko v življenju malo oddahnila, ampak so prišli na obisk tile okostnjaki iz omar in jaz pojma nimam, kaj bom z njimi naredila. Ležijo okoli mene, kričijo svoje krivice in svoje bolečine. Vem, da nazaj v omaro jih ne morem več stlačiti, ker je premajhna. Vem, da kričati jih ne bom pustila in da bom mogla nekaj pač ukreniti. Verjetno sama s sabo, zaradi tega, ker nimam te navade, da bi razčiščevala 100 let stare stvari. Pač tudi s starši jih nisem na tak način, ker sem vedno vedela, da so najboljše hoteli. Ampak ne vem, če okostnjaki sami od sebe odidejo, bomo videli. Tako da ja, to je v bistvu zgodba, ki sem vam jo želela povedati. Ne vem, če vam bo kaj prinesla, če vam je kaj prinesla novega, če vam je odprla kakšne stvari. Jaz sem se odločila, da jo povem, mogoče zato, da mi bo lažje, mogoče tudi zaradi tega, da spregovorim o stvareh, ki jih sama nikjer nikoli ne zasledim, da bi o njih kdo govoril. Saj ni fajn, a ne, to govoriti. A veste, če pomislite, da sem bila enkrat v obdobju, ke sem imela občutek, da vse vem in sem najbolj bila pametna in tako, zdaj sedim tukaj vsa ponižna, nemočna, govorim vam o jezi. To se pravi, priznavam svojo šibkost, a ne. Priznavam to, da ne vem. Da ne vem. In hvaležna sem za par stvari. Hvaležna sem za ta dar, ki ga imam, da znam ostajati s tem v stiku, da me ni strah, da vem, da bom pač to rešila. Da znam poslušati v bistvu sebe in videti znake okrog sebe, ki mi pomagajo priti do te rešitve. In najbolj sem pa hvaležna, da sva z Albertom delala ta program jeze, zaradi tega, ker se tokrat spomnim, kako sva snemala te tečaje in kako sva jih strukturirala in kako mi zdaj to zelo pomaga, da nekako večino časa lovim ravnotežje. Če sem pa v zadnjem času slučajno koga nadrla po krivici ali pa po nesreči, naj pa prosim tega ne vzame osebno, zaradi tega, ker moj namen sigurno ni bil ta. Zdaj vas pa prosim, da lajkate tale video, če vam je všeč. Napišite mi kaj o vaših okostnjakih, če imate pogum. Ja, in dajte ga deliti, če mislite, da lahko s tem pomagate, da skupaj delamo lepši svet. Čau, čau.